Za razliko od Volva in ostalih dveh pred njim je tale Mazda edini karavan, ki nima turbomotorja. Je to slabost? Kje pa? Gre za najsodobnejši bencinski motor z zelo visokim kompresijskim razmerjem, zaradi česar je izgorevanje goriva učinkovito in najlepši dokaz je odlična poraba. Brez posebnega truda se giblje okoli 7 litrov bencina na 100 km, kar je v bistvu na ravni močnejših dizlov oziroma le slab liter nad njimi. Glede na to, da pri Mazdi stane za 15 konjev šibkejši dizel 2000 evrov več, je še kako vredno razmisliti o nakupu tega motorja. Morda komu ne bo všeč, da ga je treba veliko bolj vrteti, da se hitreje pelje, mene pa to ne moti, ker vseeno daje malo bolj športen občutek, ki ga Mazda 6 že nasploh daje največ med podobno velikimi karavani. Govorimo o dobrem občutku na volanu, o zelo dobri legi na cesti, kjer se sicer pozna velikost avtomobila in ne nazadnje o odličnem položaju tukaj za volanom. Karavan, ki si ga boste želeli voziti. In če je potem še uporaben kot tale, ki ima velik in oglad 522-litrski prtljažnik, zelo veliko prostora na zadnji klopi in bogato opremo Revolution, se slabih 29.000 evrov sploh ne zdi veliko. Daleč od tega, v bistvu za takšen denar težko dobite boljši paket uporabnosti, dobrih voznih lastnosti in izgleda.